Ja, glej, Savdijci niso razkrili preveč informacij, ampak so povedali, da so prestregli in sestrelili 3 drone, ki so prihajali iz Iraka. Zdaj, število dronov je zelo podobno tistemu, kar smo videli prav včeraj, ko so napadli jedrsko elektrarno Barakah v Združenih arabskih emiratih. 2 sta bila prestrežena, eden pa je zadel generator električne energije tik na obrobju objekta. Tako da mislim, da tega ni mogoče videti nikjer drugje, na noben drug način. Ampak sporočila iz Irana, ki opozarjajo ZAE in Saudsko Arabijo, naj se vzdržita sodelovanja v napadih proti Iranu. Mislim, vemo, da sta bili ZAE in Saudska Arabija edini 2 državi, ki sta med vojno napadli Iran. To poročanje je prišlo na dan v zadnjih dneh, zdaj pa vidimo odziv Irana, ki poteka prek Iraka. Torej, trenutno vidimo, da so od prekinitve ognja vsi napadi na zalivske arabske države prihajali iz Iraka, bolj natančno iz iraških milic. Proiranske milice, pri čemer je ukaz jasno prišel iz Teherana. Zdaj, to ne pravim jaz, ampak to pravijo Emiračani, čeprav uradna izjava ZAE ne kaže s prstom na Iran kot povzročitelja teh napadov. Ali al-Nuajmi, eden najvišjih varnostnih uradnikov Emiratov, pravi, da je Iran za tem napadom. In tako vidimo Iran za temi napadi, tako v ZAE kot v Saudski Arabiji, kar se upada s poročili, da sta bila prav ZAE in Saudska Arabija tista, ki sta vojaško napadla Iran. Torej, to je ponovno signal iz Teherana za Abu Dhabi in Rijad, naj se vzdržita bolj drznih korakov proti Iranu. To sporočilo v teh državah ne bo tako razumljeno. Kaj pa bo njihov odziv? Tako da bomo morda videli, da bosta ti 2 državi to nekako absorbirali in s tem zaključili to vprašanje. Vendar moramo počakati, kako se bo ta dinamika nadaljevala. Če bo prišlo do nadaljnjih napadov strani Irana ali njegovih posredniških skupin v Iraku, bi to lahko spodbudilo močnejši odziv Združenih arabskih emiratov in Saudske Arabije. In moramo spremeniti pogled na to. Tukaj moramo preobrniti zgodbo. Ni več vprašanje, ali se bodo končno javno vojaško vključili. Niti Združeni arabski emirati, niti Saudska Arabija nista potrdila, da sta izvedla te napade, vendar vemo, da so se zgodili. In tako smo zdaj v novi realnosti, v kateri je odprt konflikt obe strani med Iranom in njegovimi arabskimi sosedami v zalivu. In od Irana in njegove nenehne agresije proti tem državam bo odvisno, kakšen bo odziv Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov. Če bomo priča ponovnemu izbruhu vojne, ali smo zdaj korak bližje regionalni vojni kot prej? Smo v regionalni vojni, ker je Iran napadel vse države v regiji. Ampak tudi vi razumete, da je bila posebna skrb, da bi videli bolj odkrito vojno, ne pa to, kar se dogaja v ozadju, malo tu in malo tam. Ja, gledajte, napadi Emiratov in Saudske Arabije na Iran so bili specifični povračilni napadi zaradi napadov na njihovo lastno energetsko infrastrukturo. Mislim, da je to dinamika, ki jo lahko pričakujemo, če se bo vojna ponovno začela. Ali to pomeni, da bomo videli izraelska lovska letala, ki bodo letela v bojnih poletih skupaj z ameriškimi, emiratskimi in savdskimi lovci? Še nismo v tej fantastični resničnosti, ki si jo morda mnogi v Izraelu želijo videti. Toda to ne pomeni, da se Združeni arabski emirati in Saudska Arabija ne bodo odzvali z maščevanjem, kot smo jih videli v preteklosti. V tej 40-dnevni vojni, v kateri smo še vedno v premirju, a se uradno še ni končala. V redu. Ariel Oseran, najlepša hvala za to razlago in pojasnila. Hvala.